Verjetno ste že večkrat slišali misel, vse je v glavi. Pa še kako res je. Ampak kaj to sploh pomeni? Ljudje smo polni takšnih in drugačnih prepričanj o svetu, o ljudeh, o sebi. Prepričanja si oblikujemo na podlagi tega, kar slišimo od svojih staršev, našega okolja, medijev, velikokrat pa jih oblikujemo na podlagi svojih izkušenj v svetu in temu ponavadi pravimo realnost. Velikokrat so ta prepričanja tako ukoreninjena v našo psiho, da enostavno ne preverjamo več, če so sploh resnična. Ampak ponavadi nam jemljejo to spontanost, nova doživetja, nove izkušnje v življenju. Včasih nam jemljejo tudi pogum, da bi sploh naredili nove korake v življenju. Naša prepričanja so torej tista, ki kreirajo naš svet. Dobra novica je, da lahko svoje prepričanja spremenimo in s tem spremenimo tudi naš svet, naše doživljanje. Verjetno se sprašujete, kako je to povezano s komunikacijo in javnim nastopanjem. Kolikokrat slišim od ljudi, ki si ne upajo javno nastopati, joj, to pa ni zame, kaj bodo pa ljudje rekli, ali pa zame je to samo iskanje pozornosti, zakaj bi se hvalil, imam preveč treme, tolikokrat mi je že spodletelo, nisem dovolj dober v nastopanju, to ni moje področje in tako naprej in tako naprej. Naj vas vprašam, a je to res? Ali lahko resnično rečete, da je to res? Po čem to sklepate? Kdo vam je te stvari, ta prepričanja, te misli vcepil v glavo? A resnično verjamete, da vas lahko ena slaba izkušnja zaznamuje za celo življenje? Vas bo to izpolnilo? Boste tako osebnostno rastli?